Prav zaradi vas, ker dosledno upoštevate ukrepe vlade za zajezitev virusa, interventne službe konec tedna, ko so opravljale nadzor nad spoštovanjem odredb, niso imele pretiranega dela. Tekom velikonočnih praznikov so tako policija, občinsko redarstvo in gasilci Gasilske zveze Kranjska Gora opravili poostrene nadzore na vseh že znanih turistično obremenjenih lokacijah. Izdanih je bilo nekaj ustnih opozoril glede kršenja odredb o zadrževanju na javnih površinah. Policisti Policijske postaje Kranjska Gora pa so na kontrolni točki na regionalni cesti Hrušica-Mojstrana pri avtocestnem viaduktu podrobno preverjali spoštovanje odredbe o prepovedi prehajanja iz in v občino. Tekom podaljšanega konca tedna so zavrnili vsega skupaj nekaj manj kot 20 vozil. Zaradi nespoštovanja odredb policije pa sta bila izdana tudi 2 predloga za prekršek zdravstvenemu inšpektoratu. Zaradi nenadzorovanega kurjenja v naravi ob razglašeni veliki požarni ogroženosti smo imeli gasilci posredovanje o poti na Tromajo. Zahvalil bi se policistkam in policistom Policijske postaje Kranjska Gora, redarjem medobčinskega redarstva, gasilkam ter gasilcem Gasilske zveze Kranjska Gora in seveda vsemu vodstvu teh interventnih služb, zaradi katerih smo pripeljali upoštevanje pravil na res visoko raven. Vsega tega spoštovanja odredb pa ne bi bilo brez vas, občanke in občani, katerim gre pohvala k doslednim upoštevanjem odredb in naših pozivov. Tako policija kot tudi redarstvo preverjata spoštovanje odloka o nošenju rokavic in mask v zaprtih javnih prostorih, še posebej v trgovinskih poslovalnicah. Po začetnih težavah prebivalcev moram poudariti, da se velika večina prebivalcev dosledno drži pravil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade. Vkolikor bi imelo kakšno gospodinjstvo na območju občine še vedno potrebo po dodatni pralni maski, nas lahko kontaktirate. Oskrbovanci v domu UKC Ljubljana še vedno ostajajo pod nadzorom varnostne službe. Njihovo število ostaja nespremenjeno. Zaradi nekaterih težav smo prilagodili tudi hišni red in jih pozvali k doslednemu upoštevanju le-tega. Komunala z vso mero odgovornosti opravlja vsa nujna dela in skrbi za nemoteno delovanje vse javne infrastrukture v občini. V domu Viharnik so strani vodstva in vseh zaposlenih v domu sprejeti zelo strogi varnostni in zdravstveni ukrepi z namenom preprečitve vnosa virusa na oskrbovance. Z novo odredbo vlade o odprtju državnih meja sta bila sproščena mejna prehoda Rateče in Korensko sedlo slovenske strani. Do sedaj mejna prehoda ostajata zaprta iz razloga sosednjih držav. Tako Avstrija kot tudi Italija po do danes znanih podatkih ne boste odprli mej vsaj predvidoma do 3. maja. Kolikor se bodo župani z vlado in sosednjimi državami uspeli dogovoriti drugače, vas bomo o tem nemudoma obvestili. Prehoda pa ostajata odprta, kot je bilo to do sedaj, za vsa nujna kmetijska dela dvolastnikov. Veljavo je stopila tudi odredba o obvezni 7-dnevni karanteni o prihodu iz tujine, bodisi na državno določeni lokaciji oziroma na domačem naslovu. Prav s takšnim primerom se ukvarjamo v zadnjih dneh in urah, ko za našega občana, ki prihaja iz tujine, urejamo vse potrebno za izvedbo samoizolacije. Vsi, katerim bodo na mejnih prehodih izdana odločba o obvezni 7-dnevni karanteni, bodo po preteku le-te testirani za virus. Stanje obolelih v občini je nespremenjeno. Nenadzorovano širjenje virusa smo uspeli zajeziti, samo želimo si lahko, da tako ostane tudi v prihodnje. Še naprej velja, da za preprečitev okužbe z virusom lahko v največji meri naredimo sami. Ohranjajmo predpisano distanco, ne zadržujmo se po nepotrebnem v trgovinah in drugih zaprtih javnih prostorih, uporabljajmo zaščitno opremo, skrbimo za rekreacijo, katero upravimo na neobljudenih poteh v naravi. Še enkrat bi vas vse, ki nas spremljate preko lokalne televizije ATM, občinske internetne strani in preko drugih socialnih medijah, kjer se pojavljamo, pohvalil za res dosledno upoštevanje vsega, kar vam nalagamo samo z namenom, da vsi skupaj ostanemo zdravi in čim prej, kolikor toliko normalno zaživimo. Hvala vam, ostanimo zdravi.